Paolo Veronese, tretji pomembni beneški slikar druge polovice 16. stoletja, je bil med protežiranimi umetniki cesarja Rudolfa II. Svojo učinkovito delavnico je ustvaril obsežen opus in pomembno vplival na razvoj iluzionističnega slikarstva v 18. stoletju. V Benetkah je zaslovel slikanje monumentalnih, v jedru bibličnih gostij in porok, kot je denimo svatba v Kani Galilejski ali gostija v Levijevi hiši. Vendar pa je te historične prizore umestil v realno okolje svojega časa in tako pregovorno, čutno beneško atmosfero dokumentiral številčnimi slavji, polnimi bleščečega razkošja in svojih sodobnikov. Leta 1573, kakih 10 let preden je nastala naša slika, ga je inkvizicijski tribunal celo obtožil, da je heretik in poklical na zagovor zaradi prevelike posvetnosti v domnevnem prizoru Zadnje večerje. Sliko so mu ukazali popraviti in zaplet se je srečno končal. Zdi se, da cerkvene oblasti niso sprevidele in razumele Veronezejevega globjega sporočila, ko je na svojih slikah Jezusovo delovanje skoraj neopazno pridal takratnemu bučnemu beneškemu vsakdanu. Jezusovih čudežev in naukov niso razumele ljudske množice nobenega časa, niti ne vsi njegovi učenci, ko je učil z zgledom v zadnji noči svojega življenja na zemlji, kakor vidimo na sliki iz praške pinakoteke. Jezus umiva noge apostolom, večerja ob slovesni priložnosti na praznik paše se odvija v takratni sodobni beneški krčmi, kjer številčni družbi vdano strežejo figure, zlasti ženske, ki jih vidimo v ozadju. Med večerjo je Jezus apostolom začel umivati noge, da bi jih z zgledom poučil o ponižnosti in enakosti. Peter sprva ni želel, da mu učitelj umiva noge. In na sliki vidimo, da umazan levi podplat celo pomenljivo kaže nam gledalcem. Jezus pa ga pouči, da kdor je čist, ne potrebuje drugega, kot da si umije noge. In doda, da so apostoli čisti, toda ne vsi. Z naklonjenostjo in ljubeznijo je Jezus umil noge vsem 12 apostolom, tudi Judu Iškarjotu, ki ga na Veronezejevi sliki najbrž vidimo na desni strani za zgovorno gesto. Oblečen je v rumeno in blizu njegovih obutih nog pod mizo ždi mačka, ki v novoveški umetnosti običajno simbolizira potrebo po opreznosti v življenju.